Na drugem dnevu posveta o ekonomski diplomaciji so nosilci podpore internacionalizacije v Sloveniji predstavili svoje programe in svoje aktivnosti, tako tudi Gospodarska zbornica. Predstavili smo program Go International Slovenija, njegova izhodišča, cilje, aktivnosti, na koncu tudi rezultate, ki jih dosegamo. Program je sicer umeščen v program internacionalizacije slovenske vlade, dokument, ki se imenuje Mednarodni izzivi 2013 in nekako funkcionira v skupnem kontekstu. Tudi ostali predstavniki ostalih institucij so, kot rečeno, predstavili svoje programe. Opaziti je bilo, da so pravzaprav programi na nek način skladni, ali pa vsaj, da bi se jih dalo uskladiti. O tem je tudi kakšna beseda bila spregovorjena na samem posvetu. Predvsem so pa iz občinstva prišle tudi pripombe, da naj Slovenci se nikar ne zapiramo vase, ne pozabimo, da se svet ne konča v Evropi, da je tukaj še Indija, Afrika in to so seveda vse področja, ki jih bodo vsakršni programi slovenske internacionalizacije morali malo bolj resno nasloviti tudi v prihodnosti. Kakšna je vloga SID banke pri internacionalizaciji slovenskega gospodarstva? Torej SID banka v okviru svojega mandata in seveda misije, ki jo imamo, to je, da pokrivamo finančne storitve, ki so komplementarne trgu za tako imenovani, trajnostni razvoj Slovenije, podpira tudi internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, ker to je tudi eden od tržnih vrzeli, ki v Sloveniji nastaja. Zato v tem okviru delamo na dveh področjih že vrsto let, in sicer na področju financiranja, to je, da probamo financirati tiste projekte, ki so v Sloveniji, sicer strani bank redko financirani ali pa je riziko prevelik, in na drugi strani tudi zavarujemo tiste projekte in tiste posle, ki jih imajo slovenska podjetja v tujini. Mi smo prisotni glede tega financiranja in zavarovanja skupaj v 115 državah sveta in podpiramo tako velike kot seveda mala podjetja, predvsem pa seveda mala podjetja, ki rabijo to pomoč v tujini. Pri velikih podjetjih smo pa seveda prisotni predvsem, kada gre za investicije, ko nalagajo svoja sredstva v podjetja v tujini. Katere so vaše glavne aktivnosti, predvsem zdaj v času krize? Torej, v času krize smo poleg te internacionalizacije in povečanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva naredili tudi nekaj posebnih programov. Kot ste verjetno že seznanjeni, smo podprli avtomobilsko industrijo za približno 200 milijoni posebnih kreditov za raziskave in razvoj. Zakaj? Zato, ker je bilo na nivoju Evrope v času krize za avtomobilsko industrijo dano precej subvencij, bodisi na nivoju 1, torej to je tisti tako imenovani tir 1 produkcije, kjer so nekateri dobili subvencije bodisi strani države ali pa bodisi iz evropskih sredstev oziroma Evropske investicijske banke kot Evropske razvojne banke. V drugi strani je bilo možno dobiti subvencije tudi za nakup avtomobilov, to se pravi na strani konzuma, vendar v Sloveniji niti ena niti druga oblika ni prišla do veljave. Zato smo mi skupaj z Evropsko investicijsko banko, ki je bila deležna teh financiranj tudi na evropskem nivoju, ustanovili to posebno linijo za financiranje razvoja slovenskega avtomobilskega sektorja, da lahko ujame stik še z novimi razvojnimi možnosti pri izdelavi avtomobilov. Govorimo predvsem o električnem avtomobilu in vseh električnih komponentah, ki jih ta avto potrebuje in ki jih izdelujejo slovenska podjetja, zlasti velika slovenska avtomobilska industrija, od Cimosa, Kolektorja, Iskre Avtoelektrike oziroma Elektrike, kot se to imenuje, do nekaterih manjših. Vse te smo v tem programu podprli in to je bil eden od glavnih aktivnosti, ki smo jih naredili v tej krizi. Poleg tega smo direktno podpirali tudi mala in srednja podjetja v financiranju torej tistih delov, ki so bili potrebni za večjo konkurenčnost. Predvsem pa smo dali velik poudarek na financiranju okolja in pa energetske učinkovitosti, ki je nujna za slovensko konkurenčnost. Nenazadnje pa seveda delamo kot že vedno še posebne programe za financiranje internacionalizacije podjetij, ti pa potekajo preko poslovnih bank. Kaj pa vizija, kje se vidite pri nadaljnjem razvoju Slovenije? Torej, mi smo v času krize podprli skoraj 5800 podjetij in to z približno 4 milijardami financiranja in 25 milijardami zavarovanja. Naš efekt poslovanja je zelo dober. Mi podpiramo letno približno okoli 9 milijonov prodaje podjetij, okoli 9 milijard prodaje podjetij, 3 milijarde
bruto družbenega proizvoda in približno okoli 20 do 25 tisoč delovnih mest se ohranja ali pa ustvarja z našimi produkti. Mi bi želeli seveda, da to ohranimo tudi v prihodnje, vendar smo mnenja, da to ne bo mogoče. Zakaj? Zato, ker je v teh težkih kriznih časih potrebno spremeniti tudi naš razvojni model. In naše želje so, da bi se ta razvojni model čim prej spremenil in da bi bila SID banka v prihodnje eden od stebrov tega novega razvojnega modela, ki bi uspešno nadaljeval to pot, ki smo jo v Sloveniji v preteklosti že imeli. Gospod Skalar, vi prihajate iz gospodarstva, bili ste ekonomski konzul v Turčiji. Kaj vi svetujete slovenskim podjetjem? Danes ste direktor Sperita. Predno vstopijo na tuje trge, na kaj naj se osredotočijo? Predvsem morajo biti zelo jasno, morajo vedeti, kaj želijo na tem dotičnem trgu narediti. Morajo narediti neko predpripravo. Jaz opažam, da se slovenska podjetja tako ad hoc odločajo in grejo na določene trge. Predvsem so zdaj popularni te trgi, recimo Indija, Kitajska, Turčija, ki pa so bistveno bolj zahtevni, kot mogoče na prvi pogled delujejo, in slovenska podjetja ne naredijo, če lahko temu tako rečem, domače naloge. Niso pripravljena, ne proučijo konkurence, ne proučijo, tržnih poti, ki so na tem dotičnem trgu. Grejo zelo nepripravljena in potem seveda tudi naša naloga je jasno, da jim pomagamo, da jih, malo izobražujemo iz tega področja, da jim damo predvsem mehke informacije, ker dostikrat je to tako, predvsem te informacije, kulturne razlike in, lokalne posebnosti so ključne. In ljudje, če se ne pripravijo, potem tudi, če se udeleži naše delegacije, če vnaprej ni pripravljen, je to zelo majhen izplen in ne more pričakovati podjetja, da bo država ali pa neka inštitucija, recimo ali Spirit ali gospodarska zbornica dala, pa kar že toliko konkretne sestanke, da bo potem že posli. Če oni sami niso vnaprej naredili neke domače naloge, potem se dostikrat dogaja, da pridejo tja in nimajo niti enega tazga konkretnega sestanka in to seveda potem vzbuja slabo voljo. Ampak če bomo z roko v roki šli, če bomo razumeli, kaj moramo narediti, preden gremo nekam na te ključne trge, potem mislim, da smo lahko uspešni. Kaj so nameni in cilji konference o gospodarski diplomaciji in internacionalizaciji? Letos je že druga po vrsti. Prvi in osnovni cilj je, da bi v Sloveniji dvignili gospodarski optimizem in da bi preko znanj in poslanstva, ki ga ima diplomacija, vanjo vgradili čim več gospodarskih elementov. Mednarodna organizacija, kot je ICPI, pa je lahko odlična platforma, orodje ali pa neka roka, preko katere slovensko gospodarstvo ob sodelovanju z slovensko vlado vstopa na mednarodne trge. Naš mednarodni center je bil od vsega začetka platforma, preko katere se je generiral transfer tehnologij in drugih znanj v države v razvoju. Zato je razumljivo, da smo zelo povezani z Indijo, z nekaterimi afriškimi državami, če omenimo v zadnjem času recimo Angolo, Nigerijo in drugimi, in nekaterimi državami v jugovzhodni Evropi, če omenim Bosno, Hercegovino, Makedonijo, Albanijo. Kakšni so prvi vtisi? Govorci so zanimivi, udeležencev pa veliko. Prvi vtisi so, da smo se dobro odločili, da smo kombinirali razvite države, naprimer model Francije, pa države, ki so naše članice in so v nekaterih razvojnih zaostankih in jih sedaj zmanjšujejo, naprimer Bosna in Hercegovina. Slišali bomo tudi izkušnje, naprimer Danske ali pa Nizozemske ali pa Nemčije. Zanima pa nas, kakšen je pogled recimo Brazilije ali pa Rusije, torej države BRICS-a. Kateri so tisti trgi, ki so trenutno za slovensko gospodarstvo najbolj perspektivni? Tu pa lahko samo ponovim to, kar je povedal zunanji minister gospod Erjavec, ki zelo podpira delovanje gospodarske diplomacije. Indija, Turčija, Rusija, Kazahstan, Azerbajdžan. Jaz bi pa dodal še nekatere afriške države, morda bolj severne, recimo morda Tunizija, morda Egipt, pa nekatere države v centru Afrike, kot rečeno Gana, Nigerija, Angola. Je pa res, da smo že pred mnogimi leti obljubili, da bomo odprli našo ambasado v Južni Afriki, ki pa je najmočnejša sila v afriškem kontinentu.